Živijo, spet jaz, Strbrusta tukaj. Danes sem se stlačila med tale dva kavča, zato da odgovorim na vsa vaša vprašanja o nošenju otrok v hladnejših obdobjih. Večinoma se ta vprašanja nanašajo na kako obleči otroka, kako obleči sebe, pa kako je zdaj z oblačili, ki so prilagojena oziroma narejena posebej za nošenje otrok. Z vami bom delila torej nasvete za nošenje jeseni pa pozimi, načeloma v hladnejših obdobjih. Pokazala bom tudi, kako si v bistvu oblečem kapucarja pa jakno, potem ko enkrat že imam otroka na hrbtu. Pokazala bom pa tudi, kako dobro izgleda kapucar in pa jakna takrat, ko v bistvu ni več otroka za nositi, ali pa če bi rada imela samo tako za v službo, pa vem, da nazaj grede bom pa otroka nosila. V bistvu bom izkoristila tole priliko in vam v videu predstavila še kapucar in pa jakno od Angel Wings. Jaz sem z njimi pač neizmerno zadovoljna. Na koncu vam bom pa podelila tudi svojo kodo za 10% popusta. Tako da se vam res plača pogledati tale video do konca. Za tiste, ki me ne poznate, sem Srebrusta, mamica malo več letov v pol staremu svetovidu. Tako da na tem kanalu v bistvu delim podporo in ljubezen do nošenja otrok, pralnih pleničk, v bistvu vsega pralnega, nekaj malega tudi o uvajanju hrane delim z vami. Tako da če vas karkoli od tega zanima, pritisnite tisti gumb, naroči se pa zvonček zraven, tako da boste obveščeni vsakič, ko v bistvu naredim nov video. Tako da dajmo kar začeti. Predstavila bom najprej kapucarja od Angel Wings. To je v bistvu tista najbolj grelen element, bom rekla. Res je topel. Mislim, jaz ga pod 10. Predtem ga sploh ne bi imela. Mislim, razen če ste zelo zmrdljivi. Je res, da jaz sem tako zelo vroča, ne? Meni je skozi vroče v glavnem. Tako da tale je zelo tak, pravzaprav zelo mehek, a ne? Tole, da bi božala, ne vem, 2 tedna staro mucko. Takole izgleda razprostrt, pa zaprt. Mislim, že tako na otip, na prvi pogled je zelo visoko kvaliteten material, zelo dober je narejen tudi. Mislim, za zadrgo niso šparali. Imela sem predtem tudi en nizkocenovni ta kapucar, ali kaj je bil, ki pa ni bil neka znanka, ne vem, rabljenega sem kupila na Facebooku za 10 € in tisti je pa res, mislim, prav prepirevali je že. Tako da v bistvu kapucar na začetku zgleda kot čist navaden kapucar, ne, sem da ima pač le neke čudne stvari. Kapuca tudi noter prešita s telemi žerjavi, mislim, en tak lušen detajl. In v bistvu od spredi gledano ne bi rekli, ne. Zdaj od zad je pa tisto, kar izda, čemu je sploh namenjena, ne. Tole se lahko skrije, ampak načeloma takoj vidite, da je na hrbtu zadrga, to ponovadi jakne glih nimajo, no. In tudi ponovadi sem dobila vprašanje, čak malo, ne, kaj imaš pa ti to tle za luftat ali kaj. Tako da vam takoj pokažem malo več. Se pravi, kapucar dobite s temle, zraven pride takle vstavk in pa še ena kapuca na ta vstavk. Se vam dala kar gor, da je nam spet zgubila. Res je redkost, da sem našla vse dele in jih imam prisotne v enem prostoru, od jakne in od kapucarja. To je posebej dan za proslaviti. In, kakor vidite, je na tem vstavku, v bistvu čist isti material, ta mehek, sta 2 zadrgi, v bistvu polovica zadrge. In zdaj to lahko namontiram ali spredi, če nosim otroka spredi. In v bistvu je fajn, ker če vem, da ga bom nosila spredi, to pustim tako in kapucar imam tako pospravljen. In tako izgleda v bistvu razširjen kapucar. Lahko imate načeloma to tudi kot neko nosečniško zadevo, jaz tega nisem sprobala. Je pa tudi sam nastavek zelo prilagodljiv. Tlele tole lahko z elastikami nastavite. Tole je pa v bistvu kapuca, namenjena temu, da če otroček zaspi, da mu ne bi glava umahnila, jo lahko takole zasigurate na tele ta črne zanke, ki sem prej kazala. In v bistvu na čist isti način namontirate zadaj. Ampak to še ni vse. Če nosite otroka spredaj, imate še eno dodatno možnost. In sicer tule noter, pod to ta glavno zadrgo, se skriva še ena mala zadrga. Kaj bi to bilo? To je tale čuden stvor. In sicer gre za zaščito za vrat. Ker, ko imate vi otroka takole noter, to je recimo bil ta glavna pomanjkljivost tistega nizkocenovnega, ki sem prej omenjala, tega ni imela. Otrok prvo pride ven, rabiš ga spet nekaj oblačiti, ker je tle v bistvu glih ta glaven del je vas odprta, ne. Ker v bistvu vi veste, pri otroku se segreva prsni koš in pa za lopaticama.
Tako da to je tisto, kar je važno, da je pokrit. Zdaj s temle. Imate pa vi v bistvu še zmeri tale puli, svoj vrt pokrit in pa on ima svoj prsni koš lahko zaščiten s tem. Zdaj jaz sprednji ne bom kazala, ker zelo malo še nosim svetovida spredaj, ampak sej vidite point, a ne. Tako, obleče se tudi čist kar navadna jopca. Lahko imate to krut kar gor, a ne. Tudi ta del konc koncev. In sam to oblečete. To je to. In isto velja v bistvu in pri jakni. Edino za na hrbet je malo drugače, ne, se pravi. Bom kar nastavila za na hrbet. Na hrbtu pa nimate tega za vrat, ampak na hrbtu je tudi sama mehanika nošenja malo drugačna. Prvo, kar bomo naredili, je odpnemo ta dva gumbka, da se nam tole odkrije. Dam tole gor. Takole, tudi tukaj za vratom. Zdaj je recimo še malo bolj pomemben, da ta del dober zategnete, ampak ne pa zdaj preveč, da bi karkoli otroka omejevali. In zdaj tukaj pa v bistvu regulirate to, koliko je otrok noter s temi zadrgami. Fajn je tudi, če vam kdo še potem lahko pomaga, ni pa nujno. In pa s temi gumbki lahko še dodatno se pač fiksira. Odvisno zdaj, koliko imate velikega otroka. Ne? Za manjšega otročka bo to čisto ok, za kakšnega malčka, kakor vam jaz, je pa to že kole, mogoče premalo. Pa je treba pol dodatno še zategniti. V bistvu zdaj, če pa veste, da boste v naslednjem nošenju nosili na hrbtu in boste rabili jopco, pač pustite tako. In sploh ni treba nič od zadaj odpenati, ne? Preprosto jo boste zalučali čez otroka, se bom pokazala. Tako da to je kapucar, se pravi kapucar je res primeren za zimo, za pozno jesen, zimo, suho zimo. Tako, sam po sebi, če gledamo, a ne? Takole, pri kapucarju je samo še ta stvar, preden damo otroka na hrbet, bomo hoteli umakniti kapuco. Ker bo drugače motila otroka, ne, takole mu bo skozi padala. Ampak Angel Wings so razmišljali tudi o tem. In imate tule na sredi kapuce en takle pritiskaček. Tako da kapuco, če jo dobro pogledate, v bistvu zvijete, pridete na tem puliju do še enega pritiskačka, se pravi obratnega, kakor je tale tukaj. Jaz sem to i tako obratno smer zložila. Se ne vidi, da imamo glavno kar skozi zrolano. In v bistvu, se pravi, kapuco na noter, ne bo se videli teh žrjavov, žal. Spnete s tem puljom in jo preprosto pospravite. Skrijete, otroka ne bo motila. Če ne zanima še nekaj, kar bi radi nosili spomlad pa polet, recimo ali pa ko je dež, ko je mokra zima, veter je, zopranje, takrat pa pride v igro softshell. Če tega pokažem, se približam. Isto zgleda z nekimi dodatnimi bonusi. Evo. Tule vam zdaj softshell jakno. Tako. Ta pride spet s tem za vrat. Ne bom zdaj spet posebej kazala. Pride z dvema vstavkoma. In zdaj dostkrat kdo reče, en je pa zdaj za odspredaj, en pa za odzadje. To je eno tako logično sklepanje za marsikoga. V bistvu ni čistko, ne? Pa seveda tale kapuca, isto za fiksirati glavo, bomo dali tudi enkrat na stran. V bistvu pridete, če pogledate, vstavka večji in manjši. Večji, manjši. Manjši za manjšega otroka, večji za večjega. Seveda lahko imate vi enega spredi in enega odzadi. Istočasno, če nosite dva otroka. V tem smislu so tudi tukaj zelo luštno pomislili na to. Konec koncev lahko tudi, ker je ista firma, ima enake zadrge na kapucarja, date enega, ne? Pa nosite istočasno dva. Jakno softshell kot prema. V bistvu je mehka, ni pa tako kosmata, oziroma kosmatena, kakor kapucar. Je zelo, zelo tanjša, ni tako topla, v glavnem je res njena ta glavna prednost, ta nepremačljivost. Zdaj, kar je meni zelo, zelo všeč, so ti žepi. Jaz ne vem, takole. Tukaj je moja cela dlan, še ena cela dlan. Zdaj znam lahko denarnico, ključe, telefon, selfie stick ali karkoli rabim za snemati takrat sabo, kot da je vrhunsko res. Zadrge so spet na čisti način narejene, imate pa to možnost, da se še tlele, potem ko enkrat gor zateguje. Da res tudi enostavna za vzdrževati, za čistiti. Jaz imam oboje zdaj že drugo sezono, pa ni videti, ma ni malo znakov uporabe. No. Še ena taka luštna stvar je kapuca, je čist snemljiva. Tudi prilagodljiva tlele odzad, ampak nas zdaj zanima ta snemljiv del. Tukaj na ježka se skrije. Jaz sem videla to do zdaj samo še na otroških jaknah.
Se vidi, da sebi nikoli nisem investirala v neki, no, razen pri tem. In res mi ni žal. In pa spet na 1, 2, 3 pritiskače se sname. Kaj ste zdaj to? Ti pritiskače lahko zdaj skrijete. Lahko na ta puli prepnemo in bam. Da ni nič. V bistvu res ni neke večje umetnosti. Zdaj, kar se tiče samih številk, jaz sem se malo zakvačkala. Poslušala sem priporočila kolegic, naj vzamem številko manjše. Jakna oziroma softshell je v številki S. Meni je premajhen, kadar imam to spodaj. Mi je ok-iš, mi je oprijet, enim to všeč, meni ni. Če bi bila zdaj sam takole, pa bi imela softshell, ok. Ne? Zdaj z kapucarjem boste tudi videli v posnetku, kadar dam enega in tudi čez, ga pa že težko zapnem. Kaj šele zdaj, da imam še material od traku in material od nosilke. Kapucar imam po številki M. Meni je fajn, meni je komod. Kapucarja bi po mojem lahko imela v številki S. Jakno dajte pa rajš v svoji realni številki, sploh če mislite imeti oboje. Zdaj jaz nosim za predstavo 38, 40, 42, odvisno od dneva, bi mogla imeti M. Ja, definitivno. Zdaj pa, če nosite tam 36, 38, pa ja, ok, S, vam bo vreden ok, Tako da to je to, najbolj, da vam kar pokažem, kako izgledata v akciji. Dobite jih torej na povezavi angelwings.cz, bom dala tukaj in tukaj in tukaj in povsod, kamor lahko dam, kodo Srebrousta, kjero drugo pa. Imate pa kar 10% popusta na v bistvu karkoli z njihove spletne strani, tako da se vam res plača malo pokukati. Tako, dajte mi od spodaj v komentarje podeliti vaše izkušnje z nošenjem po jeseni in po zimi, če mislite, da sem zajela vse, če imate še kakšno vprašanje, kakšne predloge, napišite spodaj, da bo res tako vsaj na enem mestu za vsako mamico, ki se te stvari sprašuje, ne bo rabila nekam daleč hoditi iskati, ampak bo imela tlele. Jaz upam, da vam je bil video všeč, če vam je bil, stisnite prst gor, vesela bom, če se me odločite podpreti s tistim gumbom, naroči se pa zvonček zraven, pa seveda, če podelite tale video naprej. Mi se pa vidimo kmalu.